Gremo v kino. Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. V tokratni oddaji predstavljamo nov slovenski dokumentarni film Andreja Košaka Punk pod komunističnim režimom. Govorili pa bomo tudi o prvih korejskih kinodnevih, napovedali festival eksperimentalnih audiovizualnih praks VFX in pogledali, kaj prinaša že 79. filmski festival v Cannesu, ki se začenja naslednji teden. Poleg tega v oddaji ocenjujemo tudi film Preklinjam Kirka Jonesa. Vabljeni v našo družbo. Moj vtis samoupravnega socializma je bil najprej in predvsem dolgčas. To je izgledalo tako kot en kibuc. Andrej Košak je svoj dokumentarec Punk pod komunističnim režimom posvetil slovenski punk glasbeni sceni, ki je bil tudi sam predan. Tesa Drev je z režiserjem posnela pogovor v filmu, polnem arhivskega materiala o glasbi, za katero je razglašenost skoraj pravilo, še bolj pa energijska polnost. Andrej Košak, že vaš prvenec, film Outsider, ste umestili v punk sceno. Zdaj pa ste posneli dokumentarec o njej. Zakaj prav zdaj? Kaj vas je spodbudilo k temu? Kaj me je spodbudilo? A veš kaj, jaz sem čutil prav neko dolžnost, da naredim film o svoji generaciji. In ker sem bil en teh prvih punk rockerjev in sem imel tudi svoj band, Doza, in sem se poznal, takrat smo skupaj vadili, mislim, da z ljubljanskimi Mesije, 2-3 mesece. Sem čutil neko potrebo, da naredim film o tem in da povem, kako je zares bilo. Ker večinoma tudi po celi Jugoslaviji, kakor veš, oni vejo za punkrte, vejo za Lači Franza Lajbaha, ostalo pa ne. Ampak prava punk scena so pa te bendi, ki sem jih jaz pokazal. Ne. In tisto, kar me je presenetilo, ker sem se spomnil, koliko mladi smo bili. Mi smo vsi imeli bende tam, razumeš, ko smo imeli 15, 16, 17 let, po 18 letih je bilo že JNA, si šel v vojsko in je bilo konc glasbene kariere. Ja, to je zanimivo, ne, da bi so veliko teh bendov dejansko razpadlo zaradi tega. Ja, razpadlo je, prišla je vojska in takrat pol si mogel iti v vojsko in ko si prišel nazaj, je bila že druga scena in te več ne zanimalo, si že na fakulteto. Jaz sem šel takrat pol na akademijo, AGRFT, in je bilo konc tega, ampak jaz mislim, da je to bilo eno zelo pomembnih obdobij, ker takrat so rekli, sicer svinčena 70, mogoče so res politično bila svinčeni časi, ker sem jaz spomnim, je bil v bistvu Ljubljani tak dolg set. In ker smo mi bili najbolj izobražene generacije, jaz sem bil na prvem koncertu, ko nisem imel 30 let na Strangesih, leta 78, in lahko rečem, da se je kar naenkrat zgodila scena nekih mladih ljudi, punk je bil zelo enostavna glasbena forma in takrat je prišel praktično do celega nekega, jaz bi rekel, razcveta mladinske subkulture oziroma kontrakulture. To je bilo v bistvu prava kontrakultura v bivši Jugoslaviji. Ja, v filmu se tudi opišete pravzaprav kot to neko zelo urbano generacijo. Ne? A bili smo urbani, razumeš, če sem jaz bil na prvem koncertu, ko sem imel 12 let, to pomeni, da sem pred 9-10 letih že poslušal Beatlese, Stonese, Animalse, kasneje glam rock. In potem je naenkrat prišel punk in spomnil se, razumeš, ko sem prvi slišal že za mesec, da mi je bil šokanten, kako ima en band tak ime, ko sem jih pa slišal, pa sem jih pa na avstrijski televiziji videl, potem sem jih pa kupljen za vse čase. Ja, kaj bi rekel, eno tako inspirativno obdobje in predvsem strašno kreativno. Ker prej se v Ljubljani ni dogajalo, kar naenkrat se pa začelo dogajati in v filmu se to dobro vidi, kakšni so bili mediji takrat, ne. In moram reči, da takrat RTV Ljubljana sploh ni bil tako zadrt medij, ker vse so posneli oddajo, vse so posneli Berlinski zid, Grupo 92, Ljubljanske pse. Za razliko od danes, ker vidim, da je zelo težko mladim bendom prijeti v eter. No, kot ste povedali, tudi sami nastopite kot protagonist. Leta 1979 ste ustanovili skupino Doza. Kasneje sem pa pol ustanovil, mislim, na nekaj 80 letih in se nekaj časa še skupaj pelja z Esad Babačičem, Vi Ofenziva, tako da sem 2 benda ustanovil. Se je zelo dogajalo, da so ljudje odstavljali bende in žal mi je, da benga posnetka ni v Doza. No. Jaz se spomnim nekih tekstov, rajš ima sebe, kakor tebe, rajš ima denar, kakor čeke, egoist. Ampak mislim, da smo eno kaseto dali Igor Vidmarja, potem se je pa zgubili. Celo nek super 8 film smo posveli, ki se je tudi zgubil. To bi bilo moje največje veselje, da bi videl, kakve so mi takrat pred 12-30 letih.
Ja, ne ohrani se vse, ne? Ampak film pa je poln res raznih arhivskih posnetkov, tako da vsekakor res taka zakladnica, no, za vse oboževalce. Pa ja, pač predstavite en čas. Jaz mislim, da sem ga dobro predstavil. Jaz sem, ko sem prišel montirati v Beograd, ne, sem prinesel toliko arhivskega materiala, da oni niso mogli verjeti, da sem ga toliko. En cilj mi je bil, da dejansko postavim gledalce v ta čas in jaz mislim, da mi je to uspel. Da gledalci jasno začutijo, kakšen čas je bil. Jaz sem vzel reklame, reportaže, vse možnosti tistega časa, da se vidi, kakšna je bila Ljubljana, kakšna je bila Slovenija in kaj se je dogajalo. Ja, punk bi nekako težko predstavili brez prikaza politične situacije tistega časa, tudi kulture delavstva, ker gre seveda za glasbo z močnim političnim, družbeno angažiranim sporočilom in to je v filmu ves čas prisotno tudi prek besedil, seveda. Pa ne, takrat je bilo ogromno teh nekih partijskih kongresov. Jaz se spomnim, takrat film se ravno začne leta 77, takrat, ko je prišel Tito v Slovenijo. Mislim, da sem bil takrat še pionirček ali kurirček, nekaj takega. Se spomnim, da smo šli takrat pred Maximark, tako da v eni tistih množic, ki jih vidiš na začetku, sem tudi jaz. In seveda, takrat je bil čas prepreden za politiko, ampak bistveno manj kot danes, se mi zdi. Takrat oni so imeli svoje partijske kongrese, so govorili, ampak drugače pa kar vsak dan že manj politike, bistveno manj politike. Tako da sem bil danes, tako smo imeli eno partijo, tako imamo pa 7 partij. In jaz praktično že pravzaprav maltretirajo s to politiko. Prav obreneni smo. In takrat je tudi čas, seveda, ko sem meni upal nič proti partiji reči, nič proti Titu reči, nič proti vojske reči. In punk je bil prvi in to je najbolj smešno, da so bili najmlajši. In šele potem, čez 3, 4, 5 let, je časopis Mladina postal bolj oster, se je pojavila katedra, tribuna, so začeli malo pisati, kasneje pisatelji, ampak prvi, ki je odprl prostor, da se upal, kaj pa smo bili mladi. Ja, pa nekako je vseeno, ne, je režim dopuščal tudi to. Režim pravzaprav ni vedel, kaj z nami narediti. Oni mislijo, to je moda, pa bo nedeli teatral, pa bo minil, no, in potem, ki bi pa prvi novi rok se videli, pa ni minil in takrat potem se je začela pa tudi malo resna represija. Zaslišanja po punk rockerju se hodili v šolo, tako bilo je predvsej zoprno, procesi so skozi nekaj popisovali. Ampak takrat je bilo že prepozno, takrat je že to šlo toliko v širino, da se ni zdalo ustaviti. Zato imam tudi v filmu eno pomembnejših. In naci-punk afere, jaz se spomnim naci-punk afere, ko vse te protagoniste sem poznal. In so bili predvsej paranoični časi, ker mi smo ne bili mladi in strašno grozno je bilo, če je prišel pucaj v šolo, pa te vzel. Razumeš? Ampak taki časi so bili zelo zabavni. Moram reči, da če pogledaš v filmu in vidiš to ogromno teh fotkih, smo skozi nasmejani. Mi smo se takrat lušen imeli. Nismo bili neki zateženi tipi, skozi se je nekaj dogajalo. Bile so bitke, prvi se spomnim, so poteke vrteli, smo pol ure panka, potem so bili tematski večeri v Disko Študent, dokler ni Fave prevzel diska, no takrat so bili pol redno koncerti, vedno smo bili prisotni na vsak večer. In smo videli čudo enih bendov, razumeš, to pa tako kot v New Yorku, kot CBGB klub, kjer so igrali Ramonsi, Talking Headsi, Blondi, no tu smo videli pa vse te ljubljanske, hrvaške bende, beograjske bende. Skratka, strašno inspirativen čas. Andrej Košak, hvala za pogovor. Hvala vam, pa jaz upam, da vsi, ki bo videli film, da se bo fajn imeli. No. Po nekajletnem premoru se na filmsko platno v Kinodvoru vračajo korejski filmi. Tokrat pod novim imenom in v organizaciji sveže odprtega Sloveniji lastnega veleposlaništva Republike Koreje. Več pa Sanja Struna, koordinatorka programa prvih korejskih kinodnevov, ki so se začeli včeraj. To je nadaljevanje tradicije, ki se je začela že 2015, ki je profesor Kang Byung-jung, ki je trenutno vodja koreanistike na Filozofski fakulteti, pač takrat v bistvu organiziral prve dneve korejskega filma. Potem smo sem to jaz prevzela v soorganizaciji oziroma kot koordinatorka za ambasado Republike Koreje z Dunaja, ki je pač takrat pokrivala Slovenijo in smo to organizirali 2020-2022. Zdaj smo pa v bistvu novembra lani dobili svojo ambasado Republike Koreje in s tem končno priložnost, da začnemo tradicijo, ki je malo bolj zacementirana in pač ima lažjo in organizacijsko shemo in pač lažje predvidevati, kaj se bo dogajalo s sredstvi za naslednja leta. Tako da smo v bistvu na pobudo
slovenske ambasade Republike Koreje, začeli z organizacijo prvih korejskih kinodnevov, je pa to v bistvu v okviru 2026 Korea Story Festival, ima angleško ime, ker je to v bistvu pobuda, ki jo imajo vse ambasade Republike Koreje za predstavljanje korejskih zgodb v državah, v katerih so stacionirane. Kaj pa prinaša letošnji program korejskih kinodnevov? Včeraj je potekala prva in razprodana projekcija filma Taksist, ki je eden od najboljših in najbolj gledanih korejskih filmov vseh časov. V bistvu zgodba se dotika, je narejena po resnični zgodbi iz 80-ih let, ki je prišlo do upora v mestu Gwangju. Danes večer bo potekala projekcija filma Tvoja prošnja in sicer je danes tudi v Koreji dan staršev. Tako da zelo primerno temu bo prikazan film na temo starševstva in alternativnih družin. Jutri ob 11 pa bo potekala projekcija filma Mali gost, ki je pa ena taka čudovita zgodba, ki se dotika tudi mogoče malo ženske izkušnje oziroma tega, kako je včasih fino maliti ven iz velikega mesta pa zadihati nekje na podeželju, pa ne vem, si sam kuhati odlično hrano. Korejskim kinodnevom prihodnji teden sledi še posebna projekcija filma Dongju, portret pesnika Lee Jun-ika na Filozofski fakulteti. To je pa v bistvu dodatna projekcija, potekala bo v torek 12. maja ob 16:30 v predavalnici številka 34 na Filozofski fakulteti. Je pa to še ena resnična zgodba o pesniku korejskem pesniku iz časa japonske okupacije in tudi predstavlja zelo pomembno zgodbo. Smo pa se odločili, da bomo to pospremali, ker je vseeno tukaj tudi zraven oddelek za koreanistiko z branjem pesmi študentov koreanistike. Tako da najprej bo nekaj pesmi prebranih, potem si bomo pa film pogledali. Morning, John. Late again. It was terrible. John, I need to take you shopping after football. I'm starting big school in 2 weeks. Preklinjam je britanska biografska komična drama, ki jo je režiral, napisal in produciral Kirk Jones. Filmska pripoved temelji na resnični življenjski zgodbi Johna Davidsona s hudo obliko Tourettovega sindroma in Davidsona spremlja skozi burna najstniška leta pa vse do odraslosti. Film si je ogledala Gaja Pešelj. Nevrološka motnja Tourettov sindrom, ki so jo nekoč imenovali kar divja norost, se običajno izraža z motoričnimi ali vokalnimi tiki, torej neprostovoljnimi, kratkimi, hitrimi in nenadnimi gibi, besedami ali stavki, ki jih ljudje s sindromom ne morejo enostavno nadzorovati. Stanje je leta 1885 prvič opisal francoski nevrolog Georges-Gilles de la Tourette. Šele sredi 20. stoletja pa se je zgodil preboj pri zdravljenju in obvladovanju simptomov tega sicer za zdaj še neozdravljivega sindroma. V zadnjih desetletjih se je zaradi povečane medijske pozornosti, izdatnejšega ozaveščanja javnosti in tudi zaradi družbenih omrežij, na katerih marsikdo deli svoje izkušnje, predvsem v zahodnem svetu vedenje o Tourettovem sindromu precej izboljšalo. Leta 1983, v katerem se začne zgodba filma Preklinjam, pa je bilo povsem drugače. Ko so prvi tiki grobo prekinili brezskrbno otroštvo nadobudnega škotskega nogometaša Johna Davidsona, nihče ni razumel, kaj točno se dogaja s fantom. Še včeraj vzoren in vljuden učenec je v kratkem času začel čudno mahati z glavo in, kar je še hujše, nenadzorovano, vulgarno preklinjati. To obliko vokalnih tikov, ki se imenuje koprolalija, sicer izkuša le približno od 10 do 15% ljudi s Tourettovim sindromom, družbeno pa je bržkone najtežje sprejemljiva. A to je vseeno treba priznati filmsko tudi najbolj privlačna, kar je ustvarjalcem filma Preklinjam z režiserjem in scenaristom Kirkom Jonesom na čelu uspelo izvrstno izkoristiti. Mladega Johna je svojega nenadoma neobvladljivega telesa in uma seveda groza, enako zgroženi so njegovi bližnji in vrsto let, ki so jih ustvarjalci spretno preskočili in s tem nedvomno prihranili gledalcem marsikatero grenko izkušnjo, se zdi Johnov položaj brezizhoden. Vse dokler nekega dne nesreča
umirajoče medicinske sestre, ki v Tourettovem sindromu ne vidi poraza, ampak izziv v odraslem, a še vedno mladem Johnu, pa človeka, ki ga je treba le prav razumeti in mu dati priložnost. Vse drugo je, kot se reče, zgodovina. John se sčasoma zaposli in kljub vsem preprekam zaživi skoraj povsem običajno življenje. Nato pa naredi še korak naprej. Začne pripovedovati svojo zgodbo, rušiti tabuje. Zaradi njegovih predavanj, delavnic in taborov je javnost bolje spoznala, od kod izvira nenavadno vedenje ljudi s Tourettovim sindromom, ti pa so se končno počutili vsaj malo manj osamljene. Za svoje življenjsko poslanstvo je leta 2019 od britanske kraljice Elizabete II. Prejel tudi medaljo za posebne zasluge. Seveda ji je ob podelitvi najprej zabrusil "Fuck the Queen". Preklinjam je film, ki težav človeka s Tourettovim sindromom nikakor ne olepšuje. Vseeno pa ohranja izjemno notranjo vedrino in duhovitost, posebej poudarjeno s spretno umeščenimi vokalnimi tiki, ki gledalca nasmejijo do solz. Izjemna sta tudi oba igralca, ki sta odigrala mladega in odraslega Johna, največ pa seveda šteje uspešno izpolnjeno poslanstvo filma, ozaveščati o vseh ljudeh, ki so zaradi bolezni ali invalidnosti žrtve predsodkov in diskriminacije. Ljubljana postaja prizorišče 6. izdaje festivala VFX, videa, filma in eksperimenta, edinega festivala eksperimentalnih audiovizualnih praks pri nas. Od 12. do 17. maja bo dogajanje razpeto med 4 lokacije: Slovensko kinoteko, Kino Šiška, Aksiomo in muzej MSUM na Metelkovi. In bo gledalcem ponudilo bogat program projekcij, performansov, razstav in VR izkušenj. Letošnja izdaja je posvečena nedavno preminulemu umetniku Marku A. Kovačiču, hkrati pa prinaša vrsto vznemirljivih programskih poudarkov. Od poglobljene retrospektive britanskega eksperimentalnega filma z gosti Johnom Smithom, Mirando Pennell in kolektivom Biff, do svetovne premiere 8 digitiziranih filmov skrivnostne produkcije iz poznih 70. let. Med gosti bo tudi japonski animator Shunsaku Hayashi, ki bo predstavil tudi svoj prvi celovečerec. Festival bo odprl kinokoncert libanonske glasbenice Nar, zaključil pa ga bo razširjeni filmski performans bristolskega kolektiva Biff. O letošnjem programu se je Tina Poglajen pogovarjala s članoma festivalske ekipe Anjo Banko in Petrom Cerovškom. Anja Banko, Peter Cerovšek, lepo pozdravljena, dobrodošla v studiu. Živijo. Lep pozdrav. Osrednjo programsko os letošnjega festivala predstavlja britanski eksperimentalni film. Gostite Johna Smitha, Mirando Pennell in bristolski kolektiv Biff. Zakaj prav britanska eksperimentalna tradicija in kaj jo po vajinem mnenju dela še posebej relevantno danes? Ja, v bistvu smo se odločili za britansko, bi rekel, edicijo, malo po naključju, malo pa tudi, ker izhajamo iz prejšnjih edicij, ko smo nekatere programske sklope fokusirali v različna področja eksperimentalnega ustvarjanja v svetu, tako smo nekako šli čez Ameriko, Afriko, Avstralijo. No, spontani del je bil pa ta, da smo se najprej odločili za neko retrospektivo Johna Smitha, katerega delo The Girl Chewing Gum letos praznuje 50. obletnico. Gre za najbolj prepoznav njegov film, ki je tudi med 10 najbolj, rečemo, najboljšimi kratkimi filmi vseh časov bil izbran pred kratkim. Tako da to je bilo neko izhodišče, potem se je pa organsko dopolnjevalo z bristolskim kolektivom Biff, z partnerko Mirando Pennell, partnerko Johna Smitha, ki ima tudi v zadnjih letih izjemen uspeh s svojimi kratkimi filmi. Lahko pa tudi dodam še, da je tudi na našem VR programu, se pravi britansko delo, ki bo na ogled v Muzeju sodobne umetnosti, tako da nekako smo potem videli možnost, da zaokrožimo to v nek pregled
večkrat, bi rekel, ne spregledane, ampak ne toliko pogoste programov pri nas, ker po Brexitu to tudi ni več del Evropske unije, ne? In se mi zdi, da so festivali nekako navigirajo med evropskim in domačim in svetovnim filmom, velikrat pa to britansko otočje, predvsem pa eksperimentalni film so nekoliko spregledani. Ja, morda bi poudarila, da pravzaprav britanski program prinaša en tak zanimiv tudi pogled v samo zgodovino eksperimentalnega filma, namreč z Johnom Smithom in programom kolektiva BIF. Članice in člani so namreč kurirali sami 3 programe, pregledno v bistvu zastavljajo začetke ali pa neke te povojne, po drugi svetovni vojni, začetke britanskega eksperimentalnega filma, ki se zelo močno naslanja pravzaprav na strukturalistično, materialistične filmske prijeme, ki so morda v slovenskem kontekstu sicer bolj poznani po delih Petra Volena ali pa Lore Mulvey. Je pa John Smith vsekakor avtor, ki prednjači v izredno, bom rekla, tudi humorni uporabi filmskih izraznih sredstev, ki se mi zdi, da še kako pomembno naslavljajo pravzaprav tudi kontekst današnjega časa v smislu, bom rekla, tega prekinjenega razmerja med označenim in označevalcem, ki se danes naseljuje v bistvu zelo problematičnimi ideologijami. John Smith nam pa v bistvu izpostavi to strukturo in poudari, kako zelo pomembno je kritično premišljati to vrstne povezave. Kar se tiče pa morda Mirande Penel, se pravzaprav tudi z njenim delom naslavljamo na neko dekolonialistično linijo, ki smo jo vzpostavljali že v prejšnjih edicijah, to je namreč tema, ki Penel zelo močno zanima. Bi poudarila še eno zadevščino, namreč ti programi, posebej program kolektiva iz Bristola, prinašajo tudi 16 mm in 35 mm filmske kopije, kar je vsekakor vedno užitek gledati. Imamo pa tudi 2 performansa z razširjenim filmom, kar je morda rahlo nerodni prevod expanded cinema, mogoče izraza, ki je poslušalstvu celo bolj domač, in sicer ta bosta zaključila pravzaprav naš festival v nedeljo v dvorani Slovenske kinoteke. Enkratna izkušnja, zelo redko prisotna v našem prostoru, tako da toplo vabljeni. V programu Postajanje podoba, ki ga je kuriral Marko Demutis, se srečamo z deli, ki kritično premišljujejo digitalne podobe, algoritme in umetno inteligenco. Podobne teme pa odmevajo tudi v nekaterih filmih iz programa Brbotanja. Gre seveda za vprašanja, ki močno zaznamujejo našo sedanjost. Ja, mislim, da je eksperimentalni film, predvsem pa eksperimentalni kratki film, mogoče še najbolj se posveča tem tematikam, se pravi umetne inteligence, cyberprostorov, socialnih medijev, ker nekako tudi zakonitosti teh okolij in algoritmov nekako probajo oziroma poskušajo vpeljati v sam način filmskega ustvarjanja. Zato se mi zdi, da se nekako v zadnjih letih pojavljata predvsem 2 smeri eksperimentalnega filma. Ena je bolj ta klasična, tradicionalna, analogni film in delo, ki je tudi fizično. Druga je pa smer, ki gre v digitalno, v AI, v neke družbene kontekste, kritike, komentarje, tudi filozofijo, ki pa se odpira čez to digitalno, bi rekel, smer, poenostavljeno. To se odmeva tudi tako v študijskih filmih, študentskih filmih in v naši kuriranem programu Razgledi. 6. festival eksperimentalnih audiovizualnih praks VFX, torej od 12. do 17. maja. Anja Banko, Peter Cerovšek, najlepša hvala, ker sta se oglasila v studiu. Hvala. Začenja pa se tudi odštevanje pred začetkom filmskega festivala, ki bi mu lahko dodali številne presežnike. V torek se bo v Cannesu začel 79. filmski festival, ki bo za 11 dni združil filmski svet v ustvarjalnem in ekonomskem pogledu.
Predvsem pa pričakujemo močan filmski program, ki bo zaznamoval leto v kinematografih. Več Ingrid Kovač-Brus. Najprej kratka osebna izkaznica 79. Canskega filmskega festivala. Tokrat ga bosta varovali igralki Gina Davis in Susan Sarandon ali Thelma in Louise iz filma Ridleya Scotta, ki bosta opazovali dogodek z velikanskih razpetih črno-belih fotografij nad prizorišči in ulicami. V torek se bo za uvod zavrtel seveda francoski zgodovinski film Električni poljub režiserja Piera Salvadorija o žalujočem slikarju, ki išče inspiracijo in poskuša vzpostaviti stik s svojo pokojno ženo. Častni zlati palmi bosta prejela novozelandski režiser Peter Jackson in ameriška igralka Barbara Streisand. Prvi mož festivala bo južnokorejski režiser Park Chang-wook, predsednik žirije, ki bo v soboto 23. maja podelil zlato palmo. Cannes se bo spet spremenil v največje filmsko sejmišče, na njem bo sodelovalo 140 držav, tudi Slovenski filmski center. Zdaj pa tekmovalni program. Vanje je Thierry Frémaux izbral 22 celovečernih filmov, kar 13 je francoskih ali francoskih koprodukcij. Tudi delno avtobiografski film Pedra Almodovarja z naslovom Grenek Božič. Tudi film vzporedne zgodbe iranskega režiserja Asgharja Farhadija, ki je izhajal iz dekalogije Kšištofa Kieślowskega. Tudi Minotaur v Franciji živečega ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva, ki se po dolgih letih vrača s političnim trilerjem o mogočnežu z ruskega podeželja. Za zlato palmo se bo spet potegoval romunski prvak Cristian Mungiu s filmom Fjord, ki se dogaja na Nizozemskem, kamor se z družino preseli romunsko-nizozemski par. Pa Pavel Pavlikovski s težko pričakovanim biografskim filmom o Tomasu Mannu Očetnjava, njegovo hčerko Eriko bo zaigrala Sandra Hüller. Belgijski režiser Lukas Dont bo tokrat pokazal zgodovinski film iz Prve svetovne vojne Bojazljivec. Ameriški film bosta zastopala James Gray s kriminalko Papirnati tiger in Ira Sachs z muzikalom Moški, ki ga ljubim, japonskega pa Ryusuke Hamaguchi in Hirokazu Kooreda. Valeska Grisebach, ena izmed 3 režiserk v igri za palmo, bo pokazala sansko dogodivščino o ženski, ki se zaplete v ilegalne posle. In še nekaj izstopajočih filmov iz drugih sekcij. V Cannes se vrača John Travolta, tokrat kot režiser s prvencem, ki ga je posnel po svojem romanu za otroke. Steven Soderbergh bo pokazal dokumentarec John Lennon zadnji intervju. Biografska portreta sta dobila tudi nogometaš Eric Cantona in revolucionar Che Guevara. S kar 2 filmoma, komedijo in animiranim celovečercem bo v Cannesu mojster absurda Quetta di Pieux. In že smo pri kratkih filmih. Selektorji so prejeli kar 3184 predlogov in v srednji program izbrali vsega 10 filmov. Med njimi je 15-minutni film mlade srbske režiserke Tamare Todorović, Nihče ni nič rekel, ki je slovenska manjšinska koprodukcija, pri kateri so sodelovali tudi Francozi in Hrvati in se poteguje za zlato palmo. Kaj pa zvezde, brez njih Kana namreč ni. Po rdeči preprogi se bodo ob vseh že omenjenih sprehodile Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Léa Seydoux, Monica Bellucci, Kristen Stewart, Adam Driver, Woody Harrelson, Scarlett Johansson in mnogi drugi. Sicer pa so do festivala le še 4 dnevi in opazno je, nobenega škandala, nobenih političnih tem, vlada nekakšno tiho, skoraj pretiho zatišje. Kot bi se festival odločil, da bo poskusil izostriti lečo na film in samo film. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Tesa Drev, Tina Poglajen, Gaja Pešelj, Ingrid Kovač-Brus, Mateja Perpar, Vjekoslav Mikes in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!